Seattle je odločno proti vsemu konzervativnemu, proti vsemu krščanskemu, proti vsemu judovskemu. Imeli smo streljanje na našem kampusu v Seattlu. Avto s 3 zamaskiranimi oboroženimi napadalci se je pripeljal pred cerkev, izstopili so iz avta z avtomatskim orožjem. In ko so končali s streljanjem, je mladenič ležal mrtev na naših stopnicah pred vhodom. In tukaj sem spet na konferenci KUFI v Washingtonu, D.C., kjer srečujem najbolj zanimive govorce. Ena od zvezd tega dogodka na KUFI je pastor Russell Johnson, vodja cerkve Pursuit Church iz Seattla. Dobrodošli v Kouti intervju s pastor. Kako ste? Dobro, hvala, da ste me povabili. Kako je bila konferenca za vas letos? Bilo je odlično. Veste, mislim, da sem tukaj že 3. in imel sem čast postati predsednik organizacije Christians United for Israel za zvezno državo Washington. In to je tema, ki mi je zelo pri srcu. Veste, zabavno se je vsako leto zbrati tukaj, ker vidiš, da je več tistih, ki so s tabo, kot tistih, ki so proti tebi. Absolutno. Mislim, kot Judje to čutimo. Smo zunaj na sovražnem ozemlju. Ako pridemo sem, je kot topel objem. Ampak mogoče mi malo povej o svoji poti. Kako si postala proizraelska pastorka? Je bilo to vedno v tebi? Si prišla do tega kasneje? In si v Seattlu. To je precej sovražno okolje za katerokoli evangelijsko kristjanko. Si v enem najbolj liberalnih mest v ZDA. Povej nam malo več o svoji poti. Ja, odraščala sem v domu duhovnika. Oba moja starša sta delovala v krščanski službi, bodisi v krščanskem izobraževanju ali kot pastorja. In odraščal sem ob gledanju pastorja Johna Hagija, ki je pridigal po televiziji. Tako sploh nisem vedel, da obstajajo kristjani, ki ne podpirajo Izraela. Vse do precej pozneje v življenju, ker smo bili tako vzgojeni. In seveda, ko sem odraščal, šel v šolo, opravil magisterij in doktorat, sem si ustvaril lastne zaključke. Razvil sem svoja lastna prepričanja. A ko sem to počel, se je zame zgodilo le to, da sem postal še bolj prepričan glede te teme. Mislim, da je nemogoče, da bi prebral Sveto pismo in prišel do kakršnega koli drugega zaključka kot tega. Bog je dal obljubo, ki jo namerava izpolniti in uresničiti za izraelski narod in judovsko ljudstvo. In zato v tej luči smo bili vzgojeni. In potem so mi skozi izobraževanje, osebno rast in lastne študije te stvari samo še dodatno potrdile način, na katerega sem bil vzgojen. Imel sem srečo, da so v nekaterih ključnih obdobjih mojega življenja name vplivali glasovi kot je Hagi in drugi. In ja, veš, Seattle je odločno proti vsemu, kar je konzervativno, proti vsemu, kar je krščansko, proti vsemu, kar je judovsko. In mi ustrezamo vsem 3 tem kategorijam. Ampak mislim, da je zato tako pomembno, da cerkve kot je naša in organizacije kot je KUFI še naprej javno spregovorijo. Ker če tega ne storimo, bomo dali vtis, da v tem boju ni več dobrih ljudi. In dejansko jih je še vedno. In mislim, da s pomočjo dela KUFI in drugih organizacij ljudje dobivajo usposabljanje, izobrazbo, izpostavljenost resničnim dejstvom o tem, kaj pravijo Sveta pisma in kaj se dogaja v svetu. Da bi pomagali okrepiti njihovo samozavest, pri tem, da so odkriti podporniki Izraela in judovskega naroda. To je neverjetno. Vendar ti v Seattlu ni bilo lahko. In pravzaprav imaš precej grozljivo zgodbo o poskusu umora, katerega tarča si bil, ki se je končal z smrtjo enega od tvojih vernikov. Morda nam lahko o tem poveš kaj več. Ja, lani sem imel čast nekaj minut govoriti na tej konferenci. In seveda je bilo to eno od vrhuncev mojega služenja, nato pa sem se vrnil nazaj v Seattle. Približno mesec dni kasneje je prišlo do streljanja na našem kampusu v Seattlu. Na enem od naših večernih bogoslužij. Avto s 3 zamaskiranimi oboroženimi napadalci se je pripeljal pred cerkev, izstopili so iz avta z avtomatskim orožjem in začeli streljati na ljudi, ki so stali v vrsti in se pripravljali, da vstopijo na naše bogoslužje. In ko so končali s streljanjem, je mlad moški ležal mrtev na naših vhodnih stopnicah, poleg svoje žene in otroka. In to je, veste, prava nočna mora.
noben župnik ali rabin, nikoli si ne želiš prejeti takega klica. Nikoli nočeš slišati takih novic. To je najslabši možni scenarij. In zato smo bili v šoku. Poskušali smo ugotoviti, kaj storiti, kako si opomoči od tega in sodelovati z oblastmi. In to je, veste, to je preprosto nočna mora. In potem, približno 3 dni kasneje, So nama začele prihajati grožnje s smrtjo. ampak zagotovo so že od začetka mislili ciljati na vaju. Ja, mislim, da ima naša cerkev, kot smo rasli, zdaj 4 lokacije, približno 5000 ljudi, ki imajo prisud za svojo domačo cerkev. Veste zagotovo ko. Profil cerkve raste, smo bili vse bolj tarča agresivnih. Izrazov, groženj in dejanj ljudi, ki sovražijo naš pogled na svet, naše zaveznike, našega Boga ali našo politiko. In tako, veste, prej smo že prejeli grožnje, ampak si misliš, to so samo ljudje, ki govorijo. Samo ljudje, ki govorijo po internetu, to pač ljudje počnejo. In potem, ko je bil ta mladi odrasli umorjen, te to nekako zadene, da je to resnično. In potem 3 dni, potem, ko smo začeli prejemati grožnje z neznane telefonske številke, so začeli pošiljati sporočila meni. Pošiljali so ti sporočila, v katerih so rekli: To je tisto, kar dobiš, ker vodiš filosemitsko cerkev. torej so te napadali zaradi tvoje podpore Judom in Izraelu. Ja, in ljubitelj Judov, mešalec ras. Predvidevam, da imaš raznoliko. Ja, še posebej v Seattlu. Veš, mislim, da je Seattle mednarodno mesto in univerza ima na 10.000 študentov iz vseh koncev sveta. Tako da že zaradi same geografije, kjer je naša cerkev locirana, je to mednarodna skupnost. In začeli smo prejemati te grožnje eno za drugo. To je to, kar dobiš. Naslednji si ti. Če boš še naprej govoril o teh stvareh, se ti bo zgodilo isto kot njemu. In ti imaš nekaj otrok. Ja, imamo 3 majhne otroke, ženo in nikoli v milijon letih si nisem mislil, da bomo morali to doživljati. To ni tako. In tako smo sprejeli odločitev, da ne bomo prenehali govoriti o teh stvareh, ampak bomo še glasnejši. Postali bomo še bolj drzni v naših zavezništvih. Začeli smo prirejati najrazličnejše krščanske in judovske dogodke, kjer so ljudje stali skupaj. Boj proti antisemitizmu, ki ga vidite na univerzitetnih kampusih, boj proti taboriščem Hamasa, ki potekajo na mestni lastnini. Rekel sem, veste, sem marsikaj, ampak nisem strahopetec. In nismo prišli tako daleč, da bi zdaj odnehali. Torej, če bo že samo to, da stojimo v obrambi Izraela, dovolj, da prejmemo grožnje s smrtjo, je to zeleno luč od Boga. Da moramo iti bolj na polno, kot smo kdajkoli prej. To je precej pogumen pogled na stvari, pastor. Ali so kdaj ujeli tipa, ki je ubil vašega člana cerkve? Niso ga. Ja, do danes primer še vedno ni rešen. Naša cerkev je ponudila $50,000 nagrade za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije. Veš, moja družina je morala biti 3-krat evakuirana iz našega doma. Skoraj celo poletje smo preživeli na nekakšnih neznanih varnih lokacijah. In veš, v takšni situaciji greš dan za dnem, ampak smo morali imeti tiste težke pogovore. Mislim, da smo kot cerkev in kot družina morali reči, hej, tudi če nas to stane življenja, je še vedno vredno povedati resnico. Povedati resnico kulturi, ki je zgrajena na lažeh, je revolucionarno dejanje. In v to se nisem spustil samo zato, klonim pred množico ali pomirjam, veste, progresivce, ki jih moti, da imamo platformo in glas. Bog me je ustvaril kot glas, ne kot odmev, in nameravam še naprej biti takšen glas v Seattlu. No, to je neverjetno in to je neverjetna zgodba in rada bi te vprašala na splošno. Kako se počutiš glede trenutnega stanja stvari? Narašča antisemitizem.
pa tudi protikrščanska čustva zaradi podpore Judom in nasploh. In globoko razdeljena družba, kjer družbena omrežja delujejo kot orodje za širjenje sovraštva. Vi ste duhovna voditeljica. Kaj vam tukaj daje optimizem? Mislim, da mi to, da sem na takšnih dogodkih in vidim tisoče mladih ljudi, Ja, mladi in stari, črni in beli, kristjani in judje, ki so vsi prišli do istega zaključka kot jaz in ti. Da je iz branja Svetega pisma povsem jasno. Veste, v Svetem pismu so stvari, ki so skrivnostne, ki so niansirane, ki so prispodobe, ponazoritve, stvari, ki veste, so morda nekoliko teže razumljive. Kar zadeva to, kako Biblija govori o Izraelu. Govori z izjemno jasnostjo, tisočekrat. To ni vprašanje, glede katerega bi morali biti ljudje zmedeni. In veste, ena od stvari, ki se trenutno dogaja v moji generaciji, je, imamo ljudi, ki jih je bolj oblikovala družbena omrežja kot pa Sveto pismo. In razvijajo mnenja, ki so v nasprotju z besedilom. In tako je, kot da bi rekli, no, slišal sem, da je ta podcaster to rekel. Lahko rečejo, kar hočejo, ampak Božja beseda je nespremenljiva. Kaj torej pravi Sveto pismo? Kaj sporoča Sveto pismo? In zato poskušam poudariti to idejo, da bo tvoje življenje vedno nekaj oblikovalo. Tvoj pogled na svet bodo oblikovali vplivi, katerim posvečaš svoj čas, talente in sredstva. Potrebujemo ljudi, ki jih globoko oblikuje resnica Svetega pisma, saj to ustvarja zaščito pred odpadništvom. Ustvarja zaščito pred heterodoksijo, ustvarja zaščito pred zarotniškimi protižidovskimi stereotipi. Veste, antisemitizem je najstarejša oblika verske nestrpnosti na svetu. Ja, to je najstarejša oblika teh stvari, s katerimi se svet sooča že tisoče let. Torej, to, s čim se soočamo v letu 2026, je isti demon v drugi dekadi. To je ista tema, duhovno zmedeno, s teorijami zarote prežeto, manipulativno sporočanje, ki neumorno skuša ljudi obrniti proti temu, kar je Bog jasno povedal. Tako da biti tukaj, na tem dogodku in videti množico mladih ljudi, videti delo, ki ga Kufi upravlja na področju izobraževanja, od vrtca do konca srednje šole, srednjimi šolami, univerzitetnimi kampusi, srečevati predsednike univerzitetnih podružnic Kufija povsod naokoli. Zame to pomeni, da še vedno obstaja ostanek ljudi, ki so pripravljeni razmišljati biblijsko, natančno, kritično, intelektualno o vprašanjih našega časa in se na to zavezati nespremenljivi resnici Svetega pisma. Ni tako, da bi se Bog spremenil. Ni tako, da bi se Božja beseda spremenila. Gre za to, da zdaj živimo v drugi dekadi z drugačnimi vplivi zaradi tehnološke revolucije. In ljudje se morajo odločiti, kaj bo oblikovalo njihovo življenje. Kaj bo oblikovalo ideološke smernice za to, kako delujem. In zato mislim, veste, da je moje delo kot pastorja, kot pridigarja pomembno na prvi črti, ker imam vsako nedeljo priložnost govoriti tisočem v dvorani in na to 10 tisočem na spletu, v naši državi in po svetu, ter pravilno razlagati besedo resnice. Naj vedo, da to pravi Sveto pismo. Tako Bog vidi svet okoli nas. In s tem pozvati ljudi k odgovornosti, k temu standardu, ker ta standard ni političen. Veste, to ni vprašanje desnih proti levim. Gre za prav in narobe. To je svetloba proti temi. Ampak ti nasprotniki govorijo kot kristjani. Prav. Kako razumeš, kaj poskušajo narediti? Ali so preprosto narobe razumeli, ali pa to namerno izkrivljajo? Ja, mislim, da bolj drugo kot prvo. Veš, približno polovica Nove zaveze je napisana zato, da se bori proti lažnim naukom ljudi, ki trdijo, da so kristjani, a ne poznajo Kristusa. Polovica Nove zaveze. Prav. In torej, veste, to so pisma apostola Pavla. To so pisma zgodnjim cerkvam v 1. stoletju. Prav, hej, pazite se tega učenja.
Pazite se tega gnosticizma, pazite se te herezije, pazite se te polresnice. In zato gledam nekatere izmed teh glasnih osebnosti, ki resnično uporabljajo krščanstvo kot krinko za prikrivanje sporočil proti Kristusu. Uporabljajo mojo vero kot lažna fasada, kot trojanskega konja. Jaz sem tak kot ti, ja. Ne, jaz sem eden izmed vas. In v resnici, veste, ti ljudje so vas prevarali. In jaz sem tisti, ki vam bo prinesel resnico. A resnica je, da ko poznaš zgodovino, so isti antisemitski motivi, ki si jih videl v nacistični Nemčiji, isti antisemitski motivi, ki jih vidiš danes. To je vedno znova isto. In veste, upam, da bomo zdaj sposobni prepoznati to stvar, še preden pride, in začeti graditi obrambo s tem, da rečemo, hej, s temi vprašanji se bomo ukvarjali. Veste, ljudje ne pridigajo, tako kot John Hagee, ki sem odraščal. Veliko pastorjev se teh vprašanj sploh ne dotakne, ne govorijo o Izraelu. Menijo, da to ni priljubljeno in mislijo, da bi lahko izgubili svoje mlade. Ja, mislim, da jih skrbi negativen odziv. Mislim tudi, da menijo, da je to sporno in nočejo dvigovati prahu, ali pa menijo, da nimajo dovolj izobrazbe ali teološkega znanja, da bi lahko odgovorili na ta vprašanja, da bi lahko govorili o teh niansah. Ja. In zame pravim, niti treba imeti doktorata iz teologije, da lahko odpreš Sveto pismo in vidiš, kaj Bog pravi o izraelskem narodu in njegovem prvorojencu, judovskem ljudstvu. Niti treba tekoče govoriti hebrejsko ali grško, da bi lahko prebral, kaj piše v besedilu in prišel do logičnega zaključka. Zato vedno spodbujam pastorje in pridigarje, ki so v tej skupini, mlajših od 40 let. Pravim jim, da morajo govoriti o teh vprašanjih, ker če ne bodo, bodo ljudi v vaših občestvih oblikovali zlonamerni glasovi. Točno tako, na spletu ali Bog ve, kje še. Veš, pred nekaj meseci sem imela skupino pastorjev v Jeruzalemu. In en pastor me je dejansko vprašal, to je tako nepriljubljena tema, kaj naj naredim? In sem mu rekla, če se imaš za duhovnega voditelja, moraš voditi. Prav. Ne moreš se izogniti pogovoru o nečem ali ne prevzeti vodstva glede določene teme, samo zato, ker je neprijetno ali ker se bojiš, da odgovor ne bo takšen, kot si ga želijo slišati. Vodja, pravi vodja, ne opravi ankete, preden vodi. Vodiđo. In potem imaš lahko sledince, nekateri pa te lahko zapustijo ali se celo ne strinjajo s tabo. Prav. Ampak tvoja dolžnost je, da to deliš z drugimi. No, in če nekaj takega, kot so bili teroristični napadi 7. oktobra, ni dovolj, da nekoga premakne iz ozadja, ja v ospredje, da reče, hej, moram spregovoriti o teh vprašanjih. Moram pomagati svoji kongregaciji ali svoji skupnosti, da kritično razmišlja o vprašanjih našega časa. Če nekaj takega, kot je 7. oktober, ne more nekoga spodbuditi, da spregovori o teh vprašanjih, potem si v bistvu brez vrednosti. In tako, veste, zame je to pač, ja. Voditeljstvo zahteva, da poveš resnico tistim na oblasti. In si pripravljen včasih povedati tudi nepopularne stvari. Če tega nočeš početi, pejdi prodajati sladoled. Ja, pejdi delati kaj drugega. Ja. Ampak ne izvajam ankete priljubljenosti v nedeljo zjutraj, da bi rekel, hej, dvignite roko, če res podpirate Izrael. In če lahko pridobim večino ljudi v prostoru, bom potem učil o teh stvareh. Ja? Nekateri so zapustili cerkev, ker jim ni bila všeč moja drža do Izraela. Ampak pridobil sem veliko več, kot sem izgubil. In ljudje, ki sem jih pridobil, so rekli, človek, iskali smo nekoga, ki ima pogum, da pridiga o teh temah. Tako smo veliko delali tudi v Seattlu in drugod, kjer smo poskušali povezati tudi judovsko skupnost. Saj skupaj organiziramo skupne dogodke in stojimo skupaj. To je neverjetno. In veste, zanimivo je, ker ko se pogovarjam z judovskimi voditelji, so na mnoge načine. Si prizadevajo reševati iste težave v nekaterih svojih sinagogah. Kot da bi rekli, hej, Tudi oni imajo težave z našo skupnostjo. prav. In veste, nekateri so mi rekli, kaj, si bolj pristaš Izraela kot mi. In jaz rečem, ja, pridruži se, veš, pridruži se ekipi. Naredimo to skupaj, ker je to odločilno vprašanje našega časa in postaja vse bolj odločilno. Res je. In mislim, ali opažaš, da tvoja cerkev raste? In zato so ljudje na obrobju, sovražniki, v resnici le najglasnejši
a jih ni veliko. Ali pa meniš, da je oboje? Mislim, če gledamo z količinskega vidika, so celo nekatera javnomnenjska raziskovanja pokazala, da se povečuje razkol pri mnogih ljudeh na desnici, glede tega, kako vidijo temo Izraela, tuje pomoči in vojaškega posredovanja. Tako da zagotovo se nekateri podatki spreminjajo, ampak gre za star pregovor, da najbolj glasen dobi največ pozornosti. Tisto, kar imate v tem, kar jaz imenujem podcastistan, so glasni ljudje z velikim dosegom in velike osebnosti, ki se trudijo čim bolj zapolniti prostor v medijih, da, veste, olepšajo svoja stališča. In zato mislim, da so platforme, kot je ta, tako pomembne, ker so, veste, stvari, kot so tehnologija, internet in komunikacijske platforme moralno nevtralne, prevzamejo moralo uporabnika. Torej, če bodo na radijskih valovih, v podcastih in v različnih komunikacijskih strategijah prevladovali glasni posamezniki, ki ne vedo, o čem govorijo, ki so v nasprotju z vrednotami, v katere verjamemo, pravzaprav z vrednotami zahodne civilizacije. No, potem pa uporabimo iste strategije in iste platforme, da bomo še glasnejši, bolj inteligenten in moralen glas, ki jasno govori o teh temah. Amen. Mislim, trenutno si ne morem predstavljati glasnejšega in bolj moralnega glasu od tvojega. Videla sem te pridigati in res je navdušujoče. In razumem, zakaj tvoja cerkev še naprej raste. In z našega vidika, kot Izraelci in Judje, smo ti izjemno hvaležni, da stojiš ob nas v času, ko to ni priljubljeno, in da si nam omogočila izkušnjo, ki popravlja stare rane. Po stoletjih osamljenosti za pomoč pri popravljanju krščansko-judovskega odnosa, ki je šel skozi toliko preizkušenj, a zdaj smo v drugačnem položaju. In resnično, ker si ena izmed redkih prijateljic, ki so nam v tem trenutku v zgodovini še ostale. Torej, Bog vas blagoslovi, pastor, za vse delo, ki ga opravljate. Naj vas Bog varuje, vašo družino in vašo skupnost. In veselimo se, da vas bomo kmalu gostili v Jeruzalemu. Hvala. Hvala. Hvala.